Okay. Draga Mirela, dobrodošla. Mislim, Hvala da si lepa, ti Natalija. edina izmed vseh, ki jih gostimo v okviru Navdihni me v času sprememb, s katero se še nisem osebno srečala. Ampak to nič ne pomeni, zaradi tega, ker tvoja energija seva skozi vsako sporočilo, ki ga pošlješ, skozi vsak prispevek, ki ga napišeš, skozi vsako objavo na kateremkoli družbenem mediju. In hvala ti, ker si se odzvala z meni izjemno ljubo temo. Tako da toplo dobrodošla in pozdravljena. Hvala lepa, Natalija, hvala ti za vabilo. Moram reči, da sem v bistvu res vesela, da sodelujem s tako čudovito ekipo in predvsem s tabo, saj si ti tista, ki se me navdihnila in nekako potegnila v te vaše zgodbe, tako da mi je res pravi užitek sodelovati. To, da se pa ne poznava še formalno, to bo prej ali slej prišlo, ampak imam občutek, da z enimi ljudmi v bistvu se pol samo zaradi formalnosti srečaš, ampak itak se počutiš povezanega, ne glede na to, ali se fizično vidimo ali ne. In to so ta sporočila in vsa ta energija, ki teče med nami. Okay, super, hvala za prijazen uvod. In kar začneva z zadevo, ki je tebi tudi blizu, seveda danes bomo govorili o knjigah in o vsem, kar je s knjigami in branjem povezano. To je tvoja poklicanost, tvoj poklic in moja ljubezen od nekdaj. Dovoli prvo vprašanje, kdaj si začela brati samostojno? Pa v bistvu včeraj sem ravno premišljevala o nekih teh svojih začetkih in v bistvu moja pot s knjigam se je začela najprej s pripovedovanjem zgodbic. Namreč babica in dedek, pri katerih sem živela kot majhna deklica, sta mi vedno vsak večer pred dnevnim ali pa pred nočnim spanjem sta mi mogla pripovedovati pravljice in potem sta se čez čas mogla tudi zmišljati novih pravljic, ker sta izčrpala vse tiste, ki ste jih že poznala, jaz sem bila pa čedalje bolj zahtevna. Tako da to je bil prvi stik v bistvu z zgodbami, ne. Potem sem pa v osnovni šoli nekje dejansko tam nekje v 4. razredu sem pa že začela hoditi samostojno v knjižnico. Ta knjižnica v bistvu ni bila tako blizu našega doma, tako da sem mogla kar velik del mesta, kajti jaz sem iz Sarajeva in sem velik del mesta mogla prehoditi, da sem prišla do ene take čudovite stavbe, avstro-ogrske, z visokimi stropi, ki je bila že tako sama po sebi čarobna in mislim, da se je tukaj v bistvu začela ta ljubezen, ker najprej me je knjižnica kot taka pritegnila. In takrat sem v bistvu brala zgodbice iz celega sveta. V bistvu pravljice so bile kar dolgo časa tematika, kateri sem se posvečala. Potem pa, ko sem bila že majčkeno bolj odrasla, sem pa začela z domačo knjižnico. Na naših policah je bilo res ogromno zahtevnih knjig, tudi klasikov in pol so bili, ne vem, ruski klasiki, dolgo časa moja ljubezen. In mislim, da iz tistega obdobja, ko sem se začela z bolj resno literaturo ukvarjati oziroma brati, je Zločin in kazen mogoče bila ena taka prva knjiga, ki me je res zaznamovala. Kajti, zakaj to pravim? Samo z tega vidika, ker je to knjiga, o kateri sem zelo dolgo časa premišljevala, ko sem jo brala. Enostavno mi ni dala miru in sem se vedno znova vračala in premišljevala, tako da potem sodim, da je to ena takih odskočnih knjig, ki me je potem še naprej porinila v raziskovanje. Potem, ne vem, potem, ko sem odraščala, seveda sem prihajala v stik z zelo širokim spektrom knjig, ampak dejansko so knjige nekako bile vedno moja spremljevalka in to je bilo meni tako čisto normalno, kot poješ zajtrk, da pokukaš v kakšno knjigo, prebereš kakšen stavek, dobiš nek navdih. To sem počela od nekdaj. Tako da v bistvu, odkar se spomnim, odkar pomnim zase, se spomnim tudi knjig, ne? Vedno so me spremljale. Tvoj DNK v resnici, ne? Kdaj si pa ugotovila, da je to tvoja poklicanost, se pravi, da bodo knjige postale tudi tvoj poklic, formalen, ne samo tvoja ljubezen? Moram reči, da o tem nikoli nisem na tak način premišljevala. To je tako bilo, kot ne vem, ko imaš prijateljico, imaš tudi knjigo in to je nekaj, kar te spremlja. Nisem razmišljala o tem, da bi se prav poslovno tudi s tem začela ukvarjati, ampak mislim, da sem bolj sledila tem nekem spletu okoliščin, ki so me pripeljale v bistvu tudi poslovno v stik s knjigami. Namreč, ko sem študirala, takrat sem bila že v Ljubljani in nekje v 2. letniku ekonomskega faksa sem se odločila, da bom majčkeno pavzirala in sem se preselila v Kobarid, ker sem živela 1 leto in ustvarjala tam v teh čudovitih koncih, kajti to je zame še zmeraj ta severna Primorska, Trenta, Soča, to so meni najlepši konci.
No in po enem letu sem se odločila se vrniti seveda nazaj v Ljubljano in nadaljevati študijem. In ko se je iztekala ta enoletna pavza, sem klicala sošolko s faksa in sem jo prosila, da mi sporoči, če bo izvedla za kakšno dobro delo, ker potrebovala sem delo, če sem hotela nadaljevati s študijem. In me je zelo hitro klicala, to so tiste stvari, ki se zelo hitro začnejo dogajati, pol nekako veš, da so ta prave. In ona me je tako čez 2 dni klicala in rekla, moraš nujno priti v Ljubljano, našla sem čudovito delo v krasni ekipi, sproščeno vzdušje, delo je zabavno in to je v bistvu bilo delo v telefonskem studiu Mladinske knjige založba, ki je bilo pač neobremenjeno, urnik je bil tak, lahko smo si ga prilagajali glede na obveznosti na študiju, tako da sem zelo hitro spakirala in prišla v Ljubljano in sem, ne vem, v enem tednu bila že v telefonskem studiu, tako da to je bil moj začetek, to je bilo v bistvu delo prek študentskega servisa. Potem sem pa, ne vem, ene par let, mogoče 2 ali 3 leta kasneje, sem bila že koordinatorka v telefonskem studiu, kar pomeni, da sem že usmerjala v bistvu pogovore, ustvarjalne pogovore in predstavitve knjig telefonskih svetovalcev, tako da mi je tukaj bil ta izziv in sploh v bistvu tudi delo z ljudmi, tako da sem, ne vem, nekakšne novosti tudi uvajala, recimo, ker to delo za telefonom je resnično zahtevno, je treba v bistvu imeti en tak zelo empatičen način, da človeka pritegneš, da se sploh pogovarja s tabo, tako da smo se izmišljevali in smo mogli biti kar precej kreativni. Dostikrat se spomnim, to me je včeraj preletelo, da smo dostikrat tako prekinili delo, pa smo šli plesati, ali smo šli jogo izvajati, ali pa neke dihalne tehnike, tako da smo sprostili te neke napetosti, da smo potem lahko, ker sem verjela pač, da seveda v glasu se tudi odraža tisto, kar imamo v sebi in če smo napeti, če smo obremenjeni, potem tudi komunikacija s človekom težje steče, tako da je bila ta ekipa zelo uspešna. In potem naslednji korak je bilo spet napredovanje in takrat sem prevzela položaj vodje knjigarne v centru Ljubljane, ker sem bila vodja 10 let. In tam je pol bil spet nov izziv, tam smo poleg knjigarne organizirali, to je bilo tako eno res mini kulturno središče, imeli smo, ne vem, od branja pravljic, zraven knjigarne je bil MGL, takrat je bila tam še knjigarna in so potem dostikrat slovenski igralci, Jožef Repoša recimo je prihajal, Violeta Tomič, imeli smo večere šansonov, Vita Mavrič nam je pela, pogovore z avtorji, tako da dejansko delavnice za otroke in tudi razstave slik smo imeli, tako da smo dejansko navajali ljudi, da prihajajo v knjigarno z različnimi nameni. To je bilo pač eno tako središče, ker smo se ljudje, ki nas je zanimalo umetnost, kultura, v kakršenkoli smislu smo se srečevali in delili izkušnje. In v bistvu po 10 letih v knjigarni sem se preselila v Brežice že, potem sem se še nekaj časa vozila v Ljubljano, ampak je potem spet prišel moment, da sem dobila pač ponudbo, majčkeno sem tudi sama poizvedovala, če je kakšna možnost, da bi pač nekje bližje dobila službo, ker po 3 letih vožnje v Ljubljano je bilo to kar naporno, predvsem zaradi tega, ker sem vmes že otroke dobila in je bil potem ta stik z njimi bolj pomemben kot ta vožnja. Tako da sem pol dobila službo v Primusu in v Primusu sem že od leta 2013. To je bil pa spet nek nov izziv, pa spet neke nove dogodivščine. In tako se v bistvu ves čas se nekako povezuje moje življenje s knjigami, na koncu me je to pripeljalo tudi poslovno, tako da sem zdaj res posvečena knjigam v vsakem pomenu. Otroci mi dostikrat rečejo, da me sprašujejo, če je slučajno mene knjiga rodila, da imam skozi v rokah knjige in kamorkoli, jaz tudi če kuham, imam odprto knjigo na kuhinjskem pultu in mi je dovolj, da preberem kakšen stavek in potem jaz o tem premišljujem in tako, no. In je kosilo boljše. In je še kosilo boljše, ne? Ja, res je, res je. Te energije kar skačejo vmes, ja. Kaj pa najdeš v knjigah, ne? Rekla si, da si razmišljala o Zločinu in kazni, verjetno Razkolnikovu. Ja. Mislim, da smo vsi v tistem obdobju nekako vsaj deloma neke odgovore iskali tudi skozi to zgodbo. Kaj ti knjige pomenijo, kaj najdeš v njih, kako začutiš, da je zgodba ta prava zate ali pa za bralce in bralke? Knjige so zame tako kot ene vrste pogovor sama s sabo. Namreč to je tudi v bistvu nekako
osnovna razlika, zakaj recimo raje berem, kot poslušam poročila ali pa spremljam neke druge informacije, zato ker knjiga ti da čas, da resnično premisliš o stvareh. Torej, ne gre za neko konzumiranje informacij, ki se potem usedajo, ampak sem empat in ko berem določeno stvar, se znam zelo uživati. Tako da sem jaz bila zaljubljena v vse te junake, v katerih sem brala dolgo časa in sem podoživljala določene situacije, preigravala tudi vsakdanje situacije v življenju skozi vloge teh junakov, ki sem jih spoznavala v zgodbah. Tako da mi dejansko so mi spodbujale ustvarjale način razmišljanja. Dostikrat so me opogumljale takrat, kadar sem bila v kakšni stiski v življenju, tako kot vsak, sem jaz to neko uteho vedno dobila v knjigah. Prvo zato, ker knjiga mi je pomagala, da sem se odmaknila od resničnosti, ki me je zelo bremenila. In na nek način je mogoče to tudi pobeg, ampak niti ne, zaradi tega, ker sem skozi ravnanja teh junakov tudi potem primerjala neke svoje reakcije v realnosti, preizkušala, spoznavala sebe, kako se odzivam. Skratka, imela sem čas in to je tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, kar ti knjiga da, da ti da čas, da vzameš informacijo, prebereš, potem o tem premišljuješ in doživljaš, seveda, če bereš na tak način poglobljeno, ne površno, če se resnično spustiš noter. Tako da v tem smislu so knjige nekako, lahko rekla, moja najboljša prijateljica, ker dejansko so vedno tam. Takrat, kadar tudi recimo tako, ko smo zdaj imeli v času karantene, ko se ne moreš srečati fizično z ljudmi in po telefonu sicer lahko, ampak to je vedno drugače. Če pa vzameš knjigo, je tako, da bi začel en tak ustvarjalen način razmišljanja, premakniti pozornost na neko drugo področje. Ne rabiš premišljati o stvareh, ker niti ni dobro, da premišljuješ o stvareh, ki te bremenijo in ki so zasnovane predvsem na strahu, ampak greš v nek svoj svet in pač tam podoživljaš neke druge resničnosti. In še to je recimo knjiga dejansko, seveda skozi doživljanje bralca, pokaže, kako veliko resničnosti obstaja, ker ti vsakič, ko bereš, ko se vživiš, ko podoživljaš te situacije, ta zgodba resnično zaživi in je resnična in oprijemljiva. In v bistvu že zelo zgodaj sem odkrila, da ta notranji svet, ki se bogatil in dogajal ob branju knjig, je veliko bogatejši kot zunanji svet, ki ga doživljamo. Tako da na ta način v bistvu me je knjiga tako kar spoznala sabo. In vse lahko dobim noter, od navdiha, poguma, pogovora s sabo, analize. Knjiga je res čudovito orodje. Ja. Samo kot si rekla, ne biti površna oziroma površna pri tem. Treba si vzeti čas in dovoliti, da tisto, kar prebereš, se poveže z tem, kar se v tebi dogaja, in marsikdaj potem pridejo nekakšni odgovori ali pa usmeritve, včasih tudi rešitve, ki jih sicer ne bi opazil. Če drugače ne, pa vsaj odmik in pogled z neke razdalje, kar je pa vedno v redu. Ja, res je. Dejansko na ta način skozi branje knjig sem opazovala svet, v katerem živim. Tako da dejansko je to bila moja pot nekako že začrtana, res že kar zelo zgodaj. In tudi zelo težko se odločam, recimo tako, ko me kdo vpraša, katera je tvoja najljubša knjiga, jaz sem zelo veliko mojih najljubših knjig, kajti vsaka knjiga v določenem trenutku mi je dala točno to, kar sem potrebovala. In tudi dostikrat, ko ne vem, tudi se sama poslužujem tako kart, včasih pogledam kakšno sporočilo, tako kot smo prej pogledali. Tudi knjige lahko na ta način uporabljamo in ko postaviš vprašanje, odpreš knjigo nekje, katerokoli, ki te pretegne v tistem momentu, se tu dogajajo stvari na nezavedni ravni in ti odprejo tako v bistvu vrata v nek svet, ki ima drugačen pogled na vse skupaj. In to te pol dviguje, ti širi zavedanje. Dejansko knjiga najde človeka, v to jaz zelo, zelo verjamem in vem, da ko sem hodila v knjigarne, ko še hodim, dobro zdaj ne, ampak zdaj bomo spet lahko začeli, hvala Bogu, in v knjižnice vedno se sprehodim in ko me knjiga pokliče, tisto vzamem. Ker pač je že z nekim namenom, se dogaja v tem nekem trenutku. Ampak predvidevam, da veliko ljudi pride do tebe in reče, kaj naj preberem, kaj priporočaš.
kaj narediš v takih trenutkih, kako najdeš pravi način? To sem zelo vesela, kajti uživam v tem, no, ko se kdo name obrne s tem vprašanjem in teh priložnosti imam kar precej. Ljudje me kličejo po telefonu, pišejo mi mail, tudi ko se osebno srečam, tudi dogodke, na katerih se srečujem z ljudmi, se vedno pogovarjamo o tem. Tako kot sem že rekla, po naravi sem zelo intenziven empat, tako zelo se znam uživati v ljudi, ampak dejansko v pogovoru z ljudmi sem iskrena, sem odprta, sem pristna, res prisluhnem in se mi zdi, da na tej osnovi se potem odpre nek varen prostor, ker mi ljudje lahko zaupajo tudi kakšno podrobnosti svojega življenja. In dostikrat se mi potem že med pogovorom kar prešine me katera knjiga, pa tudi še ne vem, kako se bo ta pogovor končal, mi kar preleti in rečem, joj, ta knjiga mi je zdaj prišla med tem pogovorom, da jo preberi, no, mogoče pa te tam nekaj čaka, neko sporočilo, ki ga moraš prebrati. Tako da svetujem na ta način, da se pogovarjam z ljudmi, v bistvu kaj jih zanima, kaj potrebujejo, s kakšnimi izzivi se soočajo. Tudi recimo, če nekdo želi, dostikrat recimo tudi takrat, kadar jaz preberem kakšno knjigo in sem popolnoma navdušena, ko se pogovarjam z ljudmi, tudi rada podelim svojo izkušnjo, tako da včasih ljudje že zaradi tega, ko vidijo mene v kakšnem stanju, sem jih kakšno energijo izžarevam, ko sem kaj prebrala in koliko sem navdušena, dejansko se nalezejo te energije in potem jih zanima, kaj sem pa jaz to našla. In dostikrat se pa zgodi tudi, ko preberejo knjigo, da se potem nekako name obrnejo in potem imamo še debate o tem, kaj pa to, kaj pa ono. Tako da je to en tak pogovor kot vsak dani, ampak nikoli ne izhajam iz tega, iz nekih drugih pobud, da bi vsiljevala ali pa spodbujala. Tako res začutam nekje, kaj bi bilo primerno. Imam zelo širok spekter knjig, ki sem jih prebrala, tako da mi to ni problem se hitro spomniti in priporočati knjigo. No. Vedno pa izhajam iz osebe, kar začutim, da potrebuje, kar bi bilo fino, da sliši, da prebere. Katere knjige so pa tebe omrežile? Vem, rekla si, da je bila to Zločin in kazen, ampak skozi različna obdobja so različne knjige. Ne? Ja, res je. A so kakšne, ki bi jih želela mogoče posebej izpostaviti? Ja, bi izpostavila kar nekaj takih knjig, recimo Skrivnostni otok, pa Potovanje okoli sveta v 80 dneh. Ti dve knjigi sem jaz dolga leta, mogoče tudi potem, ko sem imela že otroke, kadar sem šla na dopust, jaz sem vedno te dve knjigi vzela s sabo in to so bile moje dopustniške knjige. Potem Vinetu, recimo od Karla Maja, jaz sem bila zaljubljena v Vinetuja, Ana Karenina, Madame Bovary, kasneje tudi potem, seveda kasneje so prišle na vrsto tudi, je sufijska poezija, mi je zelo blizu, to še danes rada, to v bistvu tako imam že res na dnevni bazi. To so knjige, ki me spremljajo res skozi celo življenje. Tako da to mogoče Alkimist, Mali princ kasneje, tudi. Tako da, ja, imam ene knjige, ki so ves čas v uporabi, tako kadar iščem en tak hiter vpogled v neko lepšo resničnost, pa sporočilo. So pa tudi knjige, katerim se vračam in ugotavljam, kako vedno znova nekaj drugega najdem. Odvisno na kateri stopnji razvoja si, ko drugače svet doživljaš, potem tudi drugače tiste zgodbe doživljaš in o njih na drugačen način premišljuješ. Tako da, ja, imam kar precej teh knjig, ampak se pravim, ene so taki še posebej ljube. Oče mi je recimo, ko sem bila zelo majhna, Jeseni nabral. Tako da, ja, je kar veliko. Rekli si veliko. A imaš oceno, koliko teh knjig si ti prebrala? Joj, draga Natali, to je pa zelo težko vprašanje. Ne morem to reči, ker se mi zdi, da sem, ne vem, že odkar vem zase, sem v branju. Jaz sem skozi v branju in tudi, kadar me kdo vpraša, kaj zdaj bereš, a kaj bereš, ja, berem, jaz ves čas nekaj berem. Tako da, ne vem, jaz nikoli mi ni to dobro šlo, neko ocenjevanje, koliko česa, matematika in števila, to mi ni tako blizu, kot numerologija, na primer, v tem kontekstu, ja. Ampak da bi neko število, ne vem, res, če zdaj sem tako
rečemo, da 30 let res intenzivno berem tako na dnevni bazi, no, tako da to je kar precej knjig. To je velika številka, ja. Zelo velika številka. Ja. Okay. Pa drugo vprašanje, verjetno upam, saj malo lažje. Katera avtorica oziroma kateri avtor in ali te najbolj navdihujeta oziroma sta te, pa zakaj? Pa ne vem, recimo zdaj v tem času, zdajle trenutno, no, če zdaj izhajam iz tega obdobja, sem zelo navdušena nad Gaborjem Matejem in mogoče je to zdaj spet ena druga zvrsta, mogoče sem zdaj zadnje čase res malo bolj v teh priročnikih in pa v knjigah, ki nam pač pomagajo, ki so bolj, ne, torej za neke vrste samopomoči, ne. Tako da tle v bistvu me je zdaj potegnilo predvsem to, kajti zelo sem vesela, da se končno znanost in duhovnost združujeta. In na nek način dobivam potrditve za vse tisto, kar sem počela že prej, ne, zdaj je to znanstveno utemeljeno, tako da zdaj v bistvu raziskujem ta znanstveni svet in ga povezujem s tem, kar sem že prebrala, do česar sem sama prišla. Tako da zdaj bi mogoče izpostavila, ne vem, definitivno Gaborja Mateja Dispenzo, ki je naredil tudi velik premik v tem svetu zbliževanja duhovnosti in pa znanosti. Julia Cameron, recimo, Umetnikova pot mi je čudovita. Rumi, Kabir, Hafiz, ne, so pa itak moji zvesti spremljevalci. Osho, recimo, Osho je tudi en tak avtor, ki ga zelo rada prebiram, tako kot Muji. Preprosto zato, ker Osho, no, predvsem, ki ga še bolj poznam in ga tudi berem že kar dolga leta, mi je predvsem všeč zato, ker ima taka vizionarska razmišljanja. On je bil vedno tako zelo naprej in potem je tako zanimivo prisluhniti nekomu, ki razmišlja na drugačen način, kakor večina ljudi. To mi pol spet odpre neka vrata v možganih in me pelje naprej in se potem sprašujem, ali bi res lahko tudi jaz tako živela. Skratka, začutim, kako se en del mene ujema in strinja in potrjuje, ja, res je to ta osvoboditev, po drugi strani pa tudi opažam, kako smo vseeno ujeti v te neke kalupe kolektivne zavesti in zdaj sprememb delati čez noč, čeprav ti je nekaj zelo blizu in čutiš, da je resnično ne moreš, ne. Rabiš čas, da zadeva dozori, da potem res lahko narediš nek premik, ne. Tako da zdaj me bolj te stvari nekako navdihujejo, ko zavestno pač pomikam te neke meje znanega, ne. Ja, Placebo ste vi, recimo, je izjemna knjiga, če še kdo ni prebral, toplo priporočam, oziroma to je od Dispenze in od Mateja, kot telo reče ne. Tako. Ja, mislim, da je to idealno za to obdobje, v katerem smo trenutno in tudi glede na to, da se vibracija Zemlje zelo spreminja, se mi zdi, da bo vedno več ljudi mogoče ni razumelo, dojelo, kaj je pravzaprav sporočilo in koliko smo mi sami odgovorni za to, kaj se z nami dogaja. Ne? Ja, res je, to je ključna zadeva, ne? Da pač izhajamo iz sebe, ne? In vedno preverjamo v bistvu, kako pa mi lahko prispevamo k temu, da se mi boljše počutimo najprej in potem kaj dajemo ven v svet. Ne? To je ključnega pomena in zdaj sploh to izražanje, recimo knjige nam bogatijo tudi besedni zaklad in to je zelo pomembno, ko gre za to, da se znamo na prav način izraziti, da ni noter nekih, ne vem, zlonamernih ali pa nekih slabih občutkov, ki jih prenašamo na druge, ker dejansko vemo, da se energija, nalezemo se, ne? To je kot en virus, ki se prenaša, ampak dobri virus, ne, z enega na drugega in če prenašamo na en tak prijazen, spoštljiv način in besede, ki jih izgovarjamo, potem prenašamo dobro tudi v ta prostor naprej. Ne? To je super istočnico, se mi zdaj le dala, bogatimo besedni zaklad. Verjetno imaš posebno mnenje glede televizije. Ja. Kako, dajva primerjati knjige pa televizijo. Kaj se rodi, kaj se zgodi? Ja, v bistvu je zelo velika razlika. Jaz sem že pred leti želela televizijo sploh vršiti iz stanovanja, pa mi ni uspelo, zato ker pač nisem sama v stanovanju in drugi so bili, ampak okej. Televizijo resnično ne gledam veliko in mislim, da nam več škode povzroči kot dobrega, zato ker ljudje ponavadi več je načinov, ne, kako te informacije nam škodo delajo. Naprimer, ko
se usedemo pred televizijo samo zato, da se spočinemo ali pa pol kar nekaj prežgemo in gledamo, ne da bi sploh vedeli, kaj gremo. Mi se ne zavedamo, da vse te informacije ostajajo v nas. Čeprav nimamo nobenega občutka do tega, kar zdaj gledamo in mislimo, da nam to sploh nič ne pomeni, ampak ni temu tako. Na nezavedni ravni dejansko vse te informacije prihajajo in se usedajo in potem v nekem trenutku ravnaš čisto po tem kopitu, kakor si slišal na televiziji, ker je to pol tisti nezavedni program, ki te poganja. Itak je zelo malo kvalitetnih oddaj, če smo tudi čisti iskreni, v bistvu, da bi človek rekel, ok, zdaj pa nekaj res dobrega pa kvalitetnega, to bom pa pol z namenom pogledal. Včasih pogledam kakšno stvar zavestno, predvsem zaradi tega kritičnega odnosa, da vidim, kje smo, kaj smo zdaj. Ne? Ampak na splošno se izogibam in potem, če hočem kaj pogledati, se potem raje poslužujem YouTubea, ker lahko dobimo v bistvu vse informacije, ki si jih sami želimo in tisto, kar nas hrani, ne? Da bi pa zdaj dovolila, zavedam se zelo močnega vpliva teh informacij na ljudi in da bi dovolila, da me kar nekaj spremlja in se mi noter usipava v glavo, v možgane, v telo, ne dovolim, ker se imam preveč rada in rabam teh smeti, pod narekovaj, ker mi v bistvu s temi informacijami nimam kaj početi, niti me ne spodbujajo k neki pozitivnosti, v bistvu ti samo okupirajo pozornost, da potem še ti naprej s svojimi prijatelji, sosedi premlevaš eno in isto in potem v bistvu si ves čas ujet v nek kalup, ki so ga pač dosegli mediji z neko oddajo ali pa z nekimi poročili in tako naprej. Tako da res razlika je ogromna med knjigo in televizijo in mislim, da knjiga vedno tudi, če nam mogoče na prvi trenutek niti ni všeč, vsaka knjiga nam lahko, če ne drugega, spodbudi razmišljanje o stvareh, ki smo jih prebrali in imamo čas. Torej, mi smo takrat, ko vzamemo knjigo, smo pri stvari, smo zavestni in beremo in na drugačen način absorbiramo informacije, kot če se kar to downloada. Tako da je res velik problem to tudi danes, no, ker ljudje se mi zdi, da postajamo odvisni pol od samo enega spektra informacij, ki ga dobimo prek televiziji, tako pa če nismo od tega odvisni, če informacije sami iščemo, prek YouTubea ali na kakšen drugačen način ali pa prek knjig, je to čisto druga zgodba. Drugače se dogajajo stvari potem znotraj nas. Ne? Ja, se zelo strinjam. Sej podobno velja za radio, podobno velja za družbene medije. Povsod velja naš odnos do tega, kar imamo. Če smo mi proaktivni, če mi postavimo meje, če mi rečemo to ja, tega ne, sprej, da nismo neki pasivni recipienti, ne, sprejemnice nekih informacij, je to ok, dokaj se mi zavedamo, kaj in kako. Ko se pa enkrat usedemo, pa pustimo, da na nas vpliva in naši valovi lepo se uspavajo, pa to čisto ena druga zgodba. Ja, res je. In dostikrat, ko mi ljudje rečejo, tako, če nanese debate na to, ker jaz pač sem vedno kritična do televizije in pol vprašam, ja, kaj pa gledaš na televiziji, kaj pa je kaj tazga, mislim, je kaj zanimivega, da še jaz pogledam. In dostikrat slišim odgovor, sploh ne vem, kaj gledam, ker se pač pridem iz službe, sem zmatran, se usedem, prežgem in v bistvu to mi je tako, da me majčkeno uspava, da se malo spočijem, ampak ne vem, moje mnenje, da to ni ta pravi način, da je to najslabši način, ker takrat se res vdamo in dovolimo informacijam, da nas obsipavajo. Tako da mislim, da če že hočemo ta nek počitek doseči, da je veliko boljše, če gremo na kakšen sprehod, ali pa vzamemo kakšno tako štivo, kar nas bo premaknilo iz tega občutka utrujenosti ali pa zaspanosti, ki bo predramla naše čute. Ne? Torej, televizija nas uspavlja, na nek način nas ustvarja, kako bi rekla, v neke take robotke, ne, ki samo poslušamo in smo čisto hipnotizirani, sploh se ne zavedamo, kaj se dogajamo. Ne? Če pa jo ugasnemo, je potem čisto nekaj drugega. In še ena zadeva, zdaj me je prešinilo, sem se spomnila, ko je bila starejša hči še čisto majčkana, smo imeli ves čas neke risanke gor prežgane, to priznam. In je prišel prijatelj enkrat na obisk in je rekel, kaj ste pa naredili v stanovanju, nekak je drugače. Sem rekla, ne vem, kaj pa je. No, in potem smo čez čas ugotovili, da je bila televizija ugasnjena. In smo ugotovili, kako televizija posrka prostor, zmanjša prostor, deluje ti vse nekako manjše in skrčeno, ko pa ni, se pa kar odpre. In resnično sem tudi to dojela, da nas televizija in vse take vrste hipnotizerskih nekih orodij, da nam krčijo
to nek prostor, v katerem živimo, ne? Ker nismo več v sebi, ne? Ampak smo tam v tisti škatli. Tako da je več vidikov škodljivosti televizije naspram dobrobiti, ki nam jih dajo knjige. No? Res je. In zdaj, če pogledamo malo širše, vsi ti vplivi raznih spletnih, takih in drugačnih medijev, množičnih ali ne, ni pomembno, napram knjige, kaj narediti z otroki, kako približati knjigo spet otrokom nazaj. Ne bova se spuščali v razpravo o tem, ali so naši otroci funkcionalno pismeni ali niso in tako dalje, ampak kaj narediti, da bo knjiga, ki nima dražljajev, ne? Tam jih moraš sam poiskati. Kaj narediti, kaj ti narediš? Ja, jaz v bistvu tako, če pogledam, jaz mislim tako, najprej bom odgovorila na vprašanje, mislim, da v bistvu svojim zgledom, pa svojim primerom lahko edino, da je to edina prava pot. Ne? Jaz sem doma 2 hčerki, starejša, ko je bila majhna, je oboževala pravljice, sem ji mogla vsak večer brati. Danes, ko je po puberteti, jo nič ne zanimajo knjige in sploh jo ne vzame v roke in jo pustim. Po drugi strani mlajša hči, ko je bila majhna, ona pa ni marala, da sem ji brala, da sem ji pripovedovala pravljice in je znala tako dati si roke na ušesa, da me ne bi poslušala in tako mi je dajala do znanja, da ne. Tako da pol tudi takrat nisem vsiljevala. No. Zdaj pa recimo mlajša hči sama v bistvu tudi poseže po knjigi in vzame in prebere in je zelo ponosna in mi pride se pohvaliti in povedati. In tako da vidim, da v bistvu imajo željo, če naj drugega zaradi mene, da pač vzamejo kdaj kakšno knjigo. Včasih tudi jaz kupam kakšno knjigico, ki me pritegne, ker sem zelo rada otroške knjige in še zmeraj berem pravljice, še dan danes, resnično so mi odlične. Tako da včasih kupam kakšno knjigo za otroke bolj zaradi sebe, ampak potem vidim, ko jo berem in potem, ko moji otroci mene vidijo, da jaz berem otroške knjige, jih zanima, kaj pa je noter. Ne? Tako da takrat pol tudi vzamejo. Ampak jaz mislim, da dejansko res ne moramo nobenega prisiliti. Ta ljubezen do knjige je prav, da se spontano razvije. Jaz lahko sicer govorim, kakšne so koristi knjige in branja na vsakem koraku, ampak če to človek ne dojame, če ne preizkusi, v bistvu to nič ne pomeni. Tako da mislim, da tako kot sem prej rekla, ko se pogovarjam z ljudmi, ko sem v tistem stanju, ker takrat res izžarevaš eno posebno energijo in ko s takim navdušenjem o nečem pripoveduješ, potem ljudje se začnejo spraševati, pa kaj pa je ona kaj tazga prebrala, kaj pa je v teh knjigah. Na ta način lahko nekoga pritegneš. Ne? In to se mi zdi, da je edina prava pot, ker vsiljevanje pa govorenje o tem, koliko je fajn brati, to dejansko ne spremeni veliko. No? Tako da s svojim primerom. Po izkušnjah verjetno prej odbije, kot pa da bi nekoga pritegnilo. Res je. In kdaj boš pa ti knjigo napisala in o čem bo govorila ta knjiga? Najlepša hvala za to vprašanje. Mislim, da se je knjiga ravno kar začela pisati. Sem že velikokrat slišala to vprašanje in ja, nekako bi bilo tako, kako bi rekla, naravno nadaljevanje moje poti. In jaz v bistvu nekako vedno sem razmišljala, pa se je že vse napisano, vse knjige, jaz nimam kaj za dodati. In če mi rečeš neko tematiko, jaz bom z veseljem napisala tako, kot resnično čutim in se bom uživela in bom dala vse od sebe. Ampak predvsem zato do zdaj nisem razmišljala v tej smeri, ker se mi je zdelo, da je že vse napisano. No zdaj pa, ko sem se pogovarjala s tabo, ko smo pač sodelovali pri tem projektu, so se začele ene stvari dogajati in sem se vrnila nazaj v otroštvo in sem podoživljala te spomine, o katerih sem na začetku govorila, pripovedovanje zgodbic, moji odhodi v knjižnico, kar je bilo res svojevrstno doživetje. In to mi je potem, zdaj se to zliva na papir, no? Zdaj to nastaja in mogoče je to en začetek, no? Tako da, evo, mogoče zdaj je ta čas napočil. Ja, lej, odlično. Z velikim veseljem te bomo podprli maksimalno na Navdihni me in tudi sicer, tako kot vsako dobro knjigo in vsako dobro navdihujočo zgodbo. Mirela, za konec mi prosim povej še 5 knjig, ki jih moram, ki si jih želim prebrati, pa še ne vem, da si jih želim prebrati. Ok, a lahko kar pokukam na mojo polico? Ja, izvoliš. Se jo vidim tam od zadnji že vse včasih. Ja, ti bom kar... Vse je tam. Ti bom kar pokazala. Recimo, to je zdajle knjiga, včeraj sem se ukvarjala, sem Transurfing, mislim, da si že brala, ne?
Mislim, da jo imam, lej, čak ti bom še jaz pokazala. Ne? Imaš apokrifni. Lepo, ne? Okej, ja, to. Gledate, tole morate prebrati. Priporočam Mirela in jaz lahko samo rečem potrjujem in pritrjujem. Okay. Ja, res je. No, včeraj sem se ravno ukvarjala s to knjigo, kajti noter je zelo dobro opisano, kako nam nihalo, kako se lahko dejansko zahaklamo za nihalo teh informacij, o katerih smo prej govorili, in potem v bistvu nihamo v skladu z nečem drugim, ne sabo. No. Medtem kot iščeš, bom jaz sem prebrala, kje se mi je odprlo. Ne? Nihalo ustvari energija enako mislečih ljudi. Nihalo je energijsko-informacijska struktura, nihalo miselno energijo privrženca fiksira na svojo frekvenco nihajo. In med nihali se odvija hud boj za privržence. Tako da je treba biti precej previden glede vsega tega. In mogoče še tole, če želite rešiti problem, se predajte situaciji. Ok, kaj še? Povej. Pol je Postanite brezmejni od Dispenza. Tega pa še nekaj. Zadnja, ta njegova tretja, tukaj mi je pa že naslov tako močen, da že samo z naslovom lahko jaz komuniciram in doživljam stvari. Odlična mi je tudi Kabala in moč sanjanja od Catherine Scheinberg, klinične psihologinje. Prej sem ti omenila Umetnikovo pot. Odlična knjiga za spodbujanje ustvarjalnosti. Prej sem iskala še eno, ampak jo nimam tlele. Čakaj. No, bom pa tako, kar smo prej omenili. Čarobnica od Adriana Kezeleja, to bi bilo nekaj zate po moje. In imam pa tudi, samo sem pa posodila prijateljici, resnično navdušena nad knjigo Vrnitev boginje in pa Duša stare Evrope. Tako da to tudi zelo priporočam, predvsem ženskam, kajti tako zelo nas poboža, no, po naši nežni ženski duši. No. Tako da, evo, mogoče to, no. A nismo kar malo pozabili na to ženstveno plat v tem precej moškem svetu, kakorkoli, pa ne mislim moškem, ampak z moškimi energijami. Precej, take malo drugačne. Mirela, krasna sogovornica si bila, hvala ti za vse te napotke, in 2 knjigi še nisem prebrala in sta zdaj na mojem seznamu, hvala tudi za to. In upam, da se kmalu slišiva, vidiva, če ne v živo, virtualno, s kakšno novo temo, mogoče s tvojo novo knjigo, ali pa s čemerkoli. Kdo ve. Natali, hvala lepa tudi tebi za vabilo in pogovor in smo na vezi, tako kot vedno. Lepo bodi, hvala. Enako, adijo.